zaženi mrcino v mojo dolino. Žgi ga do konca. Živijo, Damjan. Čau. Zdaj po 20 letih ne potrebujem posebne predstavitve, vsaj mislim, da. Če pa bi želel povedati, kdo je v resnici Damjan, bi se pa moja kariera kar takoj končala. Moram reči, da veliko ljudi govori, da ne znam pet. Seveda nisem akademsko izobražen glasbenik, ampak definitivno imam pa določene predispozicije za to, da počnem to, kar počnem. Potem naslednja stvar je, da zelo nerad jem, glede na mojo postavo, pa vendarle moram reči, da sem velik gurman in da se borim proti kilogramom. In tretja stvar, ki bi jo izpostavil, je mogoče ta, da mislijo, da se povsod vozim sam, jaz pa v resnici sploh nimam izpita. Mene ekipa Džungle zdaj nekam pelje, jaz sicer ne vem kam, ne vem tudi ne zakaj. Ja, jaz sem se pred dobrimi 9 leti sem bil pred eno tako zelo močno intuicijo ali prenehati ali nadaljevati ob rojstvu sina. Danes vidim, da bi bila zelo velika napaka, če bi takrat odnehal. Je drugače, kariera ja, ampak drugače. Malo bolj umirjeno, ampak rdeča nit Murka pa mora ostati. Provokativni komadi, provokativne pesmi, provokacija taka ali drugačna nikoli ne želiva, ampak zmeraj iz mojega lika, da se ljudje lahko postojevetijo s tem, koliko pa to priznajo, pa ne vem. Živim pa zavesti vsakega Slovenca, to pa je res. Moj je močnejši, večji, hitrejši, primi, da čutiš to moč. To zdaj moram biti iskren, ne? Ja, od začetka svoje kariere sem pisal članke samo o sebi. Seveda so pa mediji to zelo preobrnili v svoj prid, čeprav pa niso vedeli, da bom tudi jaz te članke obrnil v svoj prid. Tako da sem jaz še vedno levji delež od vsega skupaj. V vsakem primeru pa priznam, kdaj pa kdaj smo tudi kakšne paparaco fotografije ali članke nastavili. Nikoli se ne bi popolnoma gol slikal, se pravi, da se vidi popolnoma vse, in nikoli ne bi izpostavljal svojega sina za promocijske narave. To nikoli ne bi naredil. Od zvezdnikov najbolj na jedra. Joj, to je tako nehvaležno. Vili Resnik. Šalim se od zvezdnikov. Kat. Nenavadna želja, pač rabljene spodnice, da pošljem stopala. Proti plačilu, seveda tega nisem naredil, da se kar takoj razumemo. Mogoče je to najbolj bizarna stvar, ki so oboževalci mogoče od mene želeli ali pa pričakovali. Zdaj, če bi vedel, da se za to računa, bi malo bolj skrival svoja stopala. Nikoli nisem razmišljal o tem, da bi lahko bilo to dobičkonosno. Nisem razmišljal o tem. 200 evrov. Tukaj gre za popolnoma drugo dimenzijo, popolnoma drugo dihanje, drug način izražanja. Definitivno med za 4 stenami poznajo popolnoma drugačnega, kot pa sem na odru. Tako da v vsakem primeru moram reči, da je razlika med prijatelji, že med prijatelji, kaj šele med družino, izjemno velika. Medijska podoba je pa takšna, kakršno želim, da jo imajo ljudje v meni. Zelo se zna postaviti zame, ja, pa za svojo družino. Zelo ga začudi, če slučajno kdo od sošolcev ne ve, kdo je Damjan Murko. Mislim, da se je enkrat to zgodilo. Na nekem rojstnem dnevu so bili in eden ni vedel, mislim, da je bil takrat 3. razred. In je bil tako zelo presenečen, ti res ne veš, kdo je moj oče. Tako da zelo je ponosen, na drugega sva zelo ponosna. Jaz sem tudi svoje strahove, seveda. Bojim se, pa mogoče pa bom to zdaj prvič povedal, da bi izgubil ravno to osnovno eksistenco. Zato sem zelo previden, cenim denar, ga spoštujem,
Vem, da danes si, jutri te ni in zmeraj razmišljam na prihodnost in bodočnost sebe in svoje družine. Čau, oglej si, zakaj so me z džungle odpeljali z rešilcem, poglej si moj house tour in subscribej. Čau!